Gledate oddajo Klepet ob kavi. Človek je toliko zdrav, kolikor je srečen. Lahko bi rekli tudi v kontrasmeri. Vsako nezadovoljstvo, potlačena čustva, skrbi in stres naše zdravje načenjajo. Pa smo tam. Bolezen ali bolečine psihosomatskega izvora. Fizično torej smo lahko čisto bepi, a nekaj je vseeno v nas, kar povzroča slabo zdravstveno stanje. Najboljše zdravilo je, kaj pa da, ljubezen. Pa temu v bistvu lahko rečemo tudi eno in edino upanje, kot pravijo. No, obstaja pa seveda še nekaj. Sproščanje ukleščenih čustev z ustrezno masažo. To je refleksna masaža celega telesa, ki nam jo bo tokrat predstavila Aleksandra Winkler-Dolej. Aleksandra, lepo pozdravljena. Pozdravljena. Zdaj navajeni smo seveda Aleksandro potem, da nam svetuje o karmi, no danes pa bo predstavila torej eno tako energijsko tehniko oziroma masažo za odpravljanje telesnih bolečin, ki pa so posledica potlačenih čustev. Zdaj, zakaj je tako pomembno, Aleksandra, da pravzaprav odblokiraš ti te stvari, ta čustva, ki v bistvu sploh ne vemo, da jih imamo nekje potlačena? Ja, včasih vemo, včasih ne. Mnogo ljudi že ve, recimo, da pljuča predstavljajo žalost. Poznamo ljudi, ki so veliko gibali, pa so imeli astmo ali pa kakršnekoli težave na področju srčnega pasu. Zdaj jaz moram tlele poudariti, da jaz sem tole šla študirati prav zaradi tega, ker se je določeno slabo emocionalno stanje že naselilo na fizično telo. Se pravi, lahko povzroča samo določene napetosti na določenem pasu, na hrbtu so v glavnem ti pasovi, lahko pa že vpliva na organ, ki korespondira s tistim pasom na telesu. Tako da zdelo se mi je pomembno, običajno se tako zgodi, da imaš sam probleme, da jih hočeš zase rešiti, ker ljudje smo egoisti, a ne v pozitivnem smislu, vsi. In hotela sem najprej rešiti moj problem, potem sem pa videla, da nisem edini človek na tem planetu, ki ima probleme s čustvi. In sploh... Kako je to vse povezano, ne? Koliko zelo je vse to povezano. V bistvu to se gre že za staro znanje vzhoda, v glavnem Kitajske, pa tudi del Indije, so to si med sabo pomagali, tako kot Vastu Feng Shui, recimo, so si tudi tlele, a ne, že Tao medicina je začela s tem, da vsak organ korespondira z enim čustvom. Tako da, če je določena blokada, ki jo fizično čutim pod prsti, pod prsti na točno določenem predelu hrbta, na enem od 10 pasov, za začetek lahko še ni problema. Evo, si lahko tudi gledalci zdaj pogledajo, torej 3 predele, ne? Glavni predeli in te 3 glavne predele razdelimo še na manjše predele, tako da, ja, tole lahko malo pokomentiram. Če pogledamo zgornji pas, recimo oskrba s kisikom. Za oskrbo s kisikom skrbijo pljuča in srce poganja tudi kisik zraven hrane po telesu. V drugem predelu je asimilacija. To pomeni, tudi tle so vsi organi, ki so povezani, da sprejmejo. Se pravi, so ljudje, ki pojedo zadosti vitaminov, ampak njihovo telo ni več v stanju sprejeti vse te vitamine, minerale in jih absorbirati. To je zelo pomemben ta pas. In ta zadnji, ta tretji pas je izločanje. In tukaj so povezani organi z izločanjem. Logika je tu mehur, debelo črevo in tako naprej, da izločamo odpadne snovi z telesa, ker sicer povzročajo ogromno škode, če to ne gre. Zdaj, Aleksandra, za kakšno masažo gre? Tukaj so neki posebni prijemi, neki se mu reče, kako že? Kako si že ti si po slovenski? Parpelure. Parpelure, na poudarek na e. Se pravi, to so francoske besede in se vidi ta pincetni prijem, ko bomo videli na prispevku. Že gledamo, ja? Že vidimo na prispevku. Ta pincetni prijem, kako potuješ in dobesedno raziskuješ, če je kje vkleščeno čustvo. Če je kje vkleščeno čustvo, ga s tem prijemom sprostiš. Sicer moram povedati, da se ne gre matrati, da bomo vse zrihtali v eni rundi.
Ne moramo pričakovati, da bo človek perfekt samo v eni masaži, ne moreš ga tudi toliko obdelovati, da bi šel od tebe kunov. Je boljše delati po malem in pustiti telesu čas. Kakšni so pa potem rezultati, Aleksandra, tovrstne masaže? Joj, super rezultati so. Prvo se začne sproščati čustvo. No, mogoče komu ni super, ker ga je treba opozoriti, boljš, da pride v petke, da če ima čustvene izbruhe, da če vikend fraj doma. Aha, rabka še en dan doma zase, ne? Ja. Ti si mi tudi to opozorila, jaz sem namreč bila pri Aleksandri na masaži. Zdaj, jaz sem imela zelo sproščujoč občutek, meni bo super, fino, fajn, tudi lahko si, evo, tole sem jaz, moj hrbet. In je tudi že rekla Aleksandra, da v bistvu pri meni nisi začutila nekih napetosti, torej jaz sem okej, ne, dejansko. Ti si dejansko okej, ti si tak šolski model, čeprav nekaj je pa bilo tlele na desni. Ja, nekaj sva najdla nekaj rdečega, je bilo tlele na desni strani. In tam je pa zaradi desničarstva, ker je desna roka lahko precej večkrat pod prisilno držo kot leva, a ne tako, da je bilo vseeno dobrodošlo, da si prišla. Zdaj, če so ljudje čez zdravi, pa mogoče sred zime premal gibajo ali pa malo preveč jedo, je vseeno dobro, da pridejo pa vsaj na kontrolo. Ker včasih imaš lepo hrbtenico, lepo telo, lepo telesno držo, pa se kaj malga najde, da se pol to odstrani, da ne gre naprej, ker se nabira, vse se nam nabira, tudi čustva se nabirajo, ne? In ko je enkrat mera polna, organ zboli, ne more več, ker tam se naredi popolna, mi rečemo, da je blokada na tem pasu. Zdaj, ti te masaže izvajaš ali jih tudi učiš? Oboje. Jaz to rada izvajam, ker mi je to všeč početi, delam v glavnem za domače, za prijatelje, je pa glavno to zdaj, da jih poučujem tudi v online programu. Se pravi, to je video dobijo, posnetke dobijo, vse natančno obrazložim in doma rabijo samo še enega klienta, kar ga ne bo težko najdeti, enega prostovoljca domačega, da se ga lotijo in pol je izmenjava energije, jaz tebi, ti meni. Tako so lahko prijateljce med sabo ali pa s partnerjem se dosti zbližaš, če se masiraš. In tle res korak za korakom naučim. V online programu to pomeni spletni tečaj. Če kdo zainteresiran, naj hitro skoči na našo spletno stran ali pa ne mi piše na mail in mu posredujem vse informacije. Super, odlično. Zdaj, prej si imela čustva, ne? Zdaj, ena masaža, pravzaprav verjetno po večini je lahko dovolj, ali to v bistvu gre za nek proces, ker verjetno pač, ko enkrat prihaja ta čustva na plan, človek rabi podporo, to je seveda pri tebi dobi, ampak to je verjetno nek postopek, ki traja, ne? Ja, zdaj odvisno, koliko globoko je že človek zabredel z nekimi čustvi. To je približno kot s kilogrami, ali bi rad shojšel 5 kg, ali 10, ali 15, ali 30. Se pravi, koliko imaš ti, večji, ko je problem, več je dela na njemu. Manjši, ko je problem, manj je dela. Se pravi, mi moramo pa vedeti, da ko mi s temi zdravilnimi prijemi, ki jih točno naučim, to odblokiramo, telo še samo dela 2, 3, 4 dni in se ga ne sme tikati. Se pravi, nič več pol drugih masaž, samo pustiti primer in je treba tudi vedeti, da je odvisno, katero čustvo je, tisto čustvo pol privre na dan. Se pravi, človek se ti lahko to besedno zjoka tam na stolu, prav solze se mu ulijajo, prav ne morem več, kaj so mi naredili, in moram biti kot terapeut, kar sem tudi dobro pripravljena, tudi na obvladovanje takih ekstremnih čustev. Ja. Tako da ostanem zunaj, da ne padem v njegovo dramo in nikoli ne rečem, se bo boljš, ker to mu pol rečeš, sam še hoj, ker ve, da je laž. Mislim, moraš vedeti, kaj mu reči, ne rečem pa mu, se bo boljš. Zdaj, a lahko rečeš, da čustva dejansko so povezane torej s temi bolečinami v hrbtu, ki jih imamo? Zelo. Se pravi, celo otrok, določeni ljudje se že rodijo z določeno deformacijo hrbtenice, skolioza recimo, ker je mama trpela eno čustvo in se je to iz nje energija prenesla na otroka. Zato res opozarjam ljudi, prosim na kolenih,
Se pravi, celo nosečnost moramo biti čustveno umirjeni, stabilni. Nič ni tako pomembno na tem svetu, kakor naše novo življenje, ki nastaja. In gre se tudi za zgodnje dni življenja, takrat, ko otrok prvič vdihne. Zdaj imamo baby room. Jaz sem imela to srečo, leta 2000 sem že imela svojega dojenčka ob sebi, je že bilo baby room, prej pa ne. Prej so jih pa imeli stran. In medicinska sestra ni mogla obvladovati 10 dojenčkov, če so jokali pa vse božati. A on je rabil mamo, on je vajen njenega glasu, njenega dotika, njene energije. In fajn je, da je otrok, da ne joka. Se pravi, ne rabi jokati, to je že alarm. In otroci, sem imela eno znanko, ki sva bile kolegice, tako sva skupaj vozile otroke v vrtec, in pravijo, jaz ta otroka moraš kar pustiti, kar ne joka, se bo že navadil. Sem trda sem bila, jaz nisem hotela pametovati. In leta kasneje, ja, moja ima astmo, a ne? Ja, seveda, astma je klic po materi. Otrok toliko časa joka, da se zahlipa in pol pade v šok in mogoče celo zaspi. Nekdo misli, da se je navadil, da ne bo za vsako figo jokal. Nikoli otrok ne joka za brez veze. Tako je treba odreagirati. Prav tu tako je odreagiramo, ko sveti rdeča lučka, je opozorilo, hitro knjižica, kaj je, olja, je to. Se pravi, da ne bo strošek. Ne? In kaj lahko narediš otroku? Nikoli, se pravi, to je žalost. In tak otrok ima konstantno probleme s pljuči. Pa naj si bo astma, naj si bo celo srčen pas, rečemo. Eni šalabajzeri, ki se nas poznajo na to, rečejo, da je blokirana srčna čakra. Ne, če je srčna čakra blokirana, potem si mrtev. To ne moreš tako govoriti. Je pa blokiran srčni pas, ko smo videli na sliki, na predelu srca, to je ta prva tretjina zgori. Ja. A ne, tam lahko pride. In tisti so pol toliko izpostavljeni tudi boleznim pljuč. Se pravi, predolgo žalovanje zaradi hudih stvari. Ljudje so žalostni. Žalost je lahko so tudi nevidne solze. Ni nujno, da tečejo. Tudi, če tečejo solze, ne pozdravijo. Preprosto moraš reči žalosti stop. Ne? In misliti na nekaj drugega. Se pravi, če ti umre partner, moraš imeti prijateljice, moraš imeti družbo, moraš nehati gledati sliko, moraš nehati žalovati. Pustiti, da gre žalost ven, pol pa si reči, dosti je, tega ne morem spremeniti. Ne, se bova že videla, ko bova oba dva v nebesih, tam gor se pol spet vidiš, pa se spet rodiš kot karmična diagnostičarka. Dobesedno to je moja filozofija. To je filozofija, ki je starejša od katoliške religije, od krščanske religije. Tako da s temi čustvi je treba znati ravnati. Jaz sem za to, da se jih spravi ven, dokler še niso napadle organa, da bi toliko oslabil, da bi že trpelo zdravje. Če pa zdravje že trpi, je pa nujno, a ne, se tega poslužiti. Okay. Zdaj govorila si o potlačenih čustvih. Ne? Kaj pa na drugi strani čustva, ki so pa mogoče pretirana, pa jih kažemo, ne vem, veliko navdušenje, a je to okej? To tudi nismo čistem, bom rekla, uravnovešeni, ne? Ja, lahko tudi, da ne. Zdaj, pretirano navdušenje nad nekom ali nad nečim je lahko celo slepilo. Vemo, da so prišle ven tabletke za hujšanje, nekdo je shujšal v 3 tednih za 20 kilov, wow, navdušenje. Se pravi, temu rečem že slepilo, to je finta. Če se ti to zgodi, pol so druge posledice. Se pravi, ne moremo biti preveč veseli, preveč srečni, preveč bogati, preveč lepi. Preprosto lepe stvari nimajo presežka z mojega stališča gledano. So pa ljudje, ki niso v stanju ravnati s čustvi, to so pač labilne osebnosti, jaz bi rekla, da jih je malo takih, par procentov, se pravi velika večina, več kot 90% je čustveno uravnovešenih ljudi. Tak mu se ne bo cufalo, če bo zadnji na lotu, ne bo šel vriskat pred hišo, pa se drl, na lotu sem zadnji, se pravi bo verjetno tiho, bo razmislil, komu povedati, komu zaupati, kaj narediti. Se pravi, in tudi, če se mu kaj hudega zgodi, je uravnovešena, zdrava, normalna osebnost v stanju predelati ta čustva, tako da s temi čustvi ne povzroči
rane, bolečine drugemu človeku. Jo, zdaj gledam, ko si mene masira. Ko se zdaj bi šla na mizo. Zdaj pa seveda bova povabila tudi Nejo. No, klele lahko tudi si pogledamo, zdaj je bil en posnetek. Torej tudi, pravzaprav si tudi Neji izvedla torej celostno masažo, tudi noge in še refleksno torej stopal. A to je v bistvu ena praksa, to je terapija, ki je vsako narediš ali je samo posebej za hrbet, pa posebej za noge, kako je to, ker Neji si recimo naredila vse, ne, tudi me. Ja. Ne, zdaj le prihaja, da povedati svoje mnenje. Živijo. Zdaj takole je. Živijo. Izvoli. Okay? Ja. Okay. Takole. Super je bilo drugače. Ja, hvala. Mislim, meni se je zdelo zanimivo tole, tudi meni je všeč to masirati druge, a ne zato, ker je drugim všeč. Ne, recimo, tukaj smo tudi ljudje, ki čutiš neko veselje, ko nekomu omogočiš, da je vesel, da se nekaj sprosti v njemu. Ja. A si pa Neji ugotovila, mogoče imela kakšno napetost, kje? Ne, imamo kaj izvedla zdaj. Ne bom vsega povedala pred celo Slovenijo. Ja. Sem prijazna. Mi ne boš plačala kave. V glavnem, ne gre se toliko za napetosti, gre se pa tudi za temperaturo, ki jo recimo merim brez termometra. Temperaturne razlike recimo tudi zaznavam med tem, ko masiram telo. Tudi na to je treba biti pozoren. Sicer ni bilo nekih napetosti, sam Nejo, kakor že poznam, zelo se smeje in mislim, da... Ja, ne, jaz sem med masažo, si se smejala, ne? Ja, ful me je žgečkala na enih točkah, sploh po hrbtu, to je bilo... Si zadrževala ta smeh? Ja, ampak je bilo ful sproščujočno. Jaz pač, mislim, ne maram masaž, ne, to je že itak. Ampak tako všeč mi je, ker je bilo konkretno, ker ni bilo tisto božanje. A veš, tega ne maram. Ja, itak. Ampak da je konkretno, no, to, da se tudi res tako konkretno sprostiš in pa tudi, ne vem, pač boljš mi je, no, enostavno. Aha. A si čutila mogoče, da je bilo kaj več na vode, kaj več WC? Jaz sem šla takoj recimo po, ne? Takoj si šla. Jaz takoj nisem šla, ampak par dni zatem sem pa kar pogosto, pa kar malo sem tako vročična, tako, veš, ker je bilo malo bolana na ta način. Polna energija. Vse določeni pretoki energij se telo na tak način prav aktiviraš, da pol še samo dela 3-4 dni, pol samo dela zatem, tako da je pogostejše uriniranje, kar je fantastično, da gre ven, ne? Je lahko tudi tako, eni čutijo bolj toplino, ker se tudi na določenih delih so ljudje bolj topli, na drugih delih so bolj hladni. In tam se ti pa nekako vse to uravnovesi. Tako da ja, res, meni je všeč masirati ljudi, ki njim to všeč. Ker tukaj tudi, če delaš delo, ker čutiš veselje zraven, daješ veselje, imaš, smo rekli, sam zdravo srčno čakro. Radost. Medtem kot so ljudje, ki preprosto bi mogla imeti hujše primere, da bi lahko, recimo, vidvesta, super, tudi vidiš... Šolski primer, ja. Ja, za učbenike. Sam učbenike bi mogli dati tudi kakšen prav katastrofalni. Recimo, ko vidimo kakšno hrbtenico, a veš, ko pride že kdo, ko spominja na boksarsko držo, recimo, toliko... mislim, da sem eno fotko... Zakrčena, kaj? Ja, toliko, da sem eno fotko poslala v uredništvo, ne vem, če so najdli kakšnega boksarja, mislim boksarja v navednicah, se pravi, ja, toliko je izbočeno zadi. Ramena zadi. Ja, in medenica potisnjena naprej, da prav dobesedno, ko ga pogledaš... A še čuda, kada je v gardu, ne? Ja, ja. In tukaj se pa zgodi, ker je tak človek toliko časa, že od otroštva naprej, mogel zadrževati jezo. Se pravi, njega so tepli, veliki, on je bil majhen, jih mogel udariti nazaj, se ni mogel braniti in pol je se vklenilo to prav v telo, tako da se vidi že, navidezno vidiš že... Da so neka potlačena. Nima tega. Ne, nima tega. Aleksandra, hvala seveda za obisk. Vsi vabljeni torej, da se udeležite čudovite masaže v Om Gardenu pri naši Aleksandri, ki pa imate novo pridobitev in to je fitobočka, ki boste seveda lahko tudi preizkusili. Ja, hvala, če bo to omogočeno, sicer pa v online programu. Tako.